Tako pa bi danes kar povabil naše prostovoljke tukaj pred oltar, da nam bodo malo podelile o tem, s kakšnim namenom so se odpravile v Indijo, se pravi preko programa POTA. No, kot zanimivost naj povem, da se je program POTA začel nekako v sodelovanju z nami jezuiti pri Svetem Jožefu v okviru Mladinsko-informacijskega centra pred kar nekaj leti že in mnogo skupin mladih se je poleti, v poletnem času, zdaj že vrsto let, odpravilo in se še vedno odpravlja k različnim slovenskim misionarjem ali drugim Slovencem, ki delujejo v misijonskih deželah. Pa bi najprej pozdravil Ano Marijo, ki je tudi naša župljanka, bi lahko rekli. Če se samo na hitro predstavite, potem nam pa poveste, kam točno ste šle, kaj ste delali, da nam nekoliko opišete vašo izkušnjo. Ja, jaz sem Ana Marija. Jaz sem Klara. Jaz sem Eva. Pa še Maja. Ja, torej, mi smo 4 izmed 6 deklet, ki smo se letos poleti v času julija in avgusta za 6 tednov odpravili v Indijo. Zdaj, kaj je bil naš glaven namen? Šli smo v dekliško šolo v eni vasici izven Kolkate, ki jo vodi Slovenka, Mojca, ki je tam poročena z Indicem in sta v bistvu ustanovila to šolo predvsem v želji, da dekletom, ki so tam slabše situirane kot fantje, ponudita eno osnovno izobrazbo, pa jim data možnost tistim, ki bi mogoče rade tudi opravljali kakšen poklic ali pa pač širile svojo radovednost, da jo lahko potešijo oziroma širijo svoje znanje. No. Tako da ja, tam smo delali, v bistvu smo malo pomagali učiteljcam, tam je učiteljski poklic še vedno zelo cenjen in zaradi tega ima Mojca dosti velik problem, ker dosti učiteljc raje dela v javnih šolah, ker je tam boljša plača. In ja, smo učili različne predmete, potem smo probali tudi učiteljcem čim več, ne vem, različnih načinov prikazati, ker tam imajo še zelo tako stoično, učitelj samo stoji pa razlaga. Smo probali še kakšne aktivnosti uvesti, pa take reči. Otroci so vas poslušali? Ja, če ne drugega, smo bile zelo velika atrakcija, zaradi tega, ker smo bile belke in sploh v takih manjših vasicah, pač nekateri so prvič videli belca. Tako da tudi, če niso tako poslušali, kaj smo govorili, smo imeli pozornost. Sporazumevali ste se pa verjetno v angleškem jeziku? Ja, zdaj angleščina je sicer pač tudi uradni jezik v Indiji, ampak verjetno nekateri veste, Indija ima res na tisoče jezikov. In sploh mlajši niso tako dobro znali angleščine, no? Tako da smo bolj s pomočjo učiteljc, ki so potem prevajale, pa tako, ampak starejšimi tam, ne vem, od 10 let naprej se je pa že kar dalo. V redu, hvala. Tako neko okvirno sliko smo si ustvarili o tem, kaj so delale. Zdaj nas pa zanima, kaj je bilo pa eno tako močno doživetje, ki se vam je zgodilo med samim projektom. Se pravi, deklice od 3 let naprej hodijo v to šolo in so potem v šoli vse do enega 14. leta, se pravi do 10. razreda. In mislim, da je v 9. razredu bila ena punčka, ena deklica Bjošpoti in je zadnji teden, tam smo bile 3 tedne v tej šoli, in zadnji teden smo pa izvedeli od ene učiteljice, da Bjošpoti že nekaj dni ni, da ni prišla v šolo in da so malo zaskrbljeni, kaj se je z njo zgodilo. Tam je velikokrat tako, da te deklice doma nimajo lih dobrih razmer, pa ne samo zato, ker imajo hiše v slabem stanju, ampak tudi zato, ker niso v dobrih odnosih s starši, se veliko kregajo doma. Tudi s prijatelji so velikokrat samo z njimi v stiku, samo v šoli, izven šole se pa zelo malo družijo. In tudi velik problem je to, da deklice tam se hitro zaljubijo in potem
mislijo, da je to njihova edina ljubezen in da je to. In potem se pri 14 letih kar poročijo s tem fantom. No, in smo potem se pogovarjali, kaj bi se lahko z Bjošpoti naredili, a je pobegnila od doma, ker je bila tako skregana, ali se je šla že kar poročiti, ali je šla kar v mesto, pa ne vem, poskusiti dobiti nek dober življenje. Nismo vedeli, kaj se je z njo zgodilo. No in po nekaj dneh, mislim, da na zadnji dan, ko smo bili v tej šoli, ko smo se že poslavljali, je pa Bjošpoti prišla v šolo, ampak seveda, mislim, mi smo se poslavljali, smo bili tako, no, nismo je kar spraševali, kaj se je zgodilo, tudi ne vem, če bi kar povedala, tako da ne vemo, zakaj je nekaj dni ni bilo. Je pa to Bjošpoti bila res taka vesela deklica, skozi se je smejala, imela je tudi željo, da bi postala fuzbalerka, nogometašinja, tako da je imela neke cilje v življenju in si sama nikoli ne bi rekla, da se ji dogaja kaj slabega, da bi imela kar razlog, da bi pobegnila. Tako da to je bila taka močna izkušnja. Ima pa Eva tudi še eno življenjsko. No, če še jaz delim, ena malo manj globoka, ampak kar se je nam zelo vtisalo, je, tam smo se mogli navaditi na vse možne živali, ker tam je zelo tako tropsko vreme in tudi tropske živali, torej kače in podobno. In kakor smo mislili, da ne bomo imeli toliko stika s tem, je bilo na koncu kar veliko tega. Naprimer, prve par dni našega misijona smo delali v eni sirotišnici in tam en dan so nam rekli, da je na dvorišču zunaj bil manjši aligator. Tako da takrat smo raje kar v hiši ostale, nismo šli kaj ven. Ampak to je bila samo ena izmed velikih takih prigod. Naprimer, prvi dan, ko smo bile pa v šoli, so jih praznovali dan državnosti. So imeli eno proslavo, smo gledali proslavo in pred nami je bila trava in na tisti travi vidimo sredi proslave tako kačo, lepo mirno se sprehaja. Tako da smo mogli malo premagati naš strah oziroma ga probati premagati, ker je bilo še ene par takih dogodivščin, ko smo se srečali s kačami, na srečo ni bilo nič in na srečo smo bile na najvišjem nadstropju v šoli, kjer smo spale in kače ne znajo po stopnicah, tako da smo se jih izogali. To ste pa dobro lokacijo izbrali za spanje, ja. Ja. Hvala. Zdaj pa mogoče za na konec pa še, kako ste pa v tem zelo drugačnem okolju doživljali Boga in vero? Ja, torej, zelo nam je pomagalo to, da smo tik pred odhodom imeli mašo še v Sloveniji na Brezjah, smo šli k Mariji moliti za naš misijon in smo se tudi potem v vseh možnih kriznih situacijah, ker je kar precej logično, da ko greš v nek svet, ki je čist drugačen, kot je Slovenija, se ti zgodi kakšna situacija, za katero bi lahko rekel, da je nekoliko krizna. Smo se takrat zatekli k Mariji Kružnem vencu. Ena je dala pobudo, pa smo sledili tej pobudi prav vse in mislim, da nam je to velikrat pomagalo, da se umiriš in da pomisliš, kaj je res bistvo in se spomniš tudi na vse te ljudi, ki od doma molijo zate. V času misijona smo živeli v popolnoma hindujskem okolju, tam je kristjanov zelo malo, je nekaj muslimanov, večina pa je hinduistov oziroma hindujcev. In nismo imeli ravno možnosti hoditi k navadni katoliški maši. Zato smo nekajkrat obiskali protestantsko cerkev v Kolkati, ker je bila to najboljši približek. Enkrat nam je pa celo uspelo iti tudi katoliški maši in je bilo zelo zanimivo, ker je, tudi če si na drugem koncu sveta, mašo razumeš. Bog poskrbi, da točno veš, kaj se tam dogaja, tudi če je v drugem jeziku. Šli smo sicer k angleški maši, ampak vseeno, lahko je to neka ovira, ampak je bilo res vredno. Tako da smo pa izvajali vsak dan molitvene ure v namen namesto svete maše, ker te nismo mogli iti. Tako da je vsak dan ena izmed nas organizirala molitveno uro, da smo se spomnili. Tako da jaz ne bi rekla, da smo kakorkoli kdaj pozabili na Boga, kvečem še bolj je bil ob nami, čeprav nismo mogli hoditi k navadni Evharistiji, k navadni sveti maši. Hvala za to podelitev in mislim, da se lahko tudi zahvalimo vsem vam,
ki ste jih pač podprli tako finančno kot molitveno in vam želimo, da bi se vam ta izkušnja samo poglobila in da bi mogoče še navdušila koga od nas, da bi se opogumil in razmislil o kakšni taki misionarski izkušnji. Tako da hvala lepa in mislim, da si zaslužijo en aplavz.